Dobrodošli v Shortcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Moj današnji gost ne potrebuje prav posebne predstavitve, sicer bi lahko kar govorila in govorila o njegovih uspehih, presežkih, dosežkih, tudi padcih, ampak nam bo kar sam povedal o tem. Z mano je Jan Plestenjak. Živjo, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Zdaj za začetek, v kakšnem življenjskem obdobju smo vas ujeli? Zdaj sem v bistvu v obdobju, kjer štartam turnejo po enoletni pauzi in imam ogromen vaj z bandom, zelo sem se angažiral, tudi sam sem zdaj prisoten, ker včasih sem bil malo len, da pred kakšno turnejo pa nisem bil na vajah. Zdaj pa sem in pripravljam produkcije za video, z managementom pripravljamo celo turnejo, tako da zelo veliko sem na cesti, zelo veliko sem okoli. In po svojem je to kar fajn, mogoče ne znam v miru živeti. Sem zgubljen, kadar je prevelika mirnost. Po drugi strani si jo pa želiš v življenju, neko mirnost. Ne. Potem to leto odmika, ki je bilo, ni bilo mirno. To leto odmika je bilo pa, da sem moral nove pesmi napisati, 16. album sem posnel, sproduciral, management sem zamenil, 3 videospote posnel, 7 fotosessionov, da je to nekako za mano, da zdaj pa lahko razmišljam samo o nastopanju, o odrih in tako. Zdaj, kot sem slišala, fotografiranje in snemanje nista ravno najljubši del tega posla. Ne? Kaj pa te intervjuji, pogovori, kako se pa v tem znajdete? Znajdem se dobro, sploh če ta format mi je všeč, kad je ker nismo omejeni z nekimi sekundami ali pa stranmi časopisnimi, za 2 strani, za pol stolpca raben pogovor. In se mi zdi, da je zanimivo, kako je podcasti so postali popularni, ki so čisto nasprotje kratke pozornosti, ki jo telefon in kompjuter prinesel med ljudi, 5-sekundne pozornosti, a ne? Se pravi, nekje ljudje želijo se tudi včasih usesti pa malo v miru, pol ure, uro nekaj spremljati, ne? Smo se zasitili, po moje, teh res kratkih telefonskih impulzov, ki nam sicer dajo neke mikrošoke ali pa mikrozabavo v življenje, ampak po drugi strani so pa postanejo šum, ker jih je preveč in v nobeno stvar se zares ne poglobiš pole, ne. Sploh za mlado generacijo se mi zdi, da je to zelo rizično, ne, da se sploh ne navadilo nekaj poglobiti, kar jih zanima, kar jim je všeč in navaditi se, veste, da je treba za nekaj doseči zelo veliko delati in veliko časa. To ste sami zagotovo ne okusili. Zelo, ja. Moja pot je bila zelo dolga. Mi ni uspelo nobene stopnice preskočiti, kvečer sem jo moral 2-krat, 3-krat prehoditi. In kolikor je bilo težko in se ne bi še enkrat šel čez to pot, nisem med unimi, ki rečejo, takoj bi še enkrat šel, ne bi šel. Sem pa po drugi strani zadovoljen, ker ti to da eno tako prigarano samozavest, eno stabilnost, ki pride v udarci, da ne padeš, da se ne spotikaš brez veze zaradi nesigurnosti. Ne? Zdaj, v tem studiu je bilo že veliko glasbenih kolegov in vaše ime je bilo največkrat izrečeno v povezavi z glasbo, z nekim občudovanjem. Veliko podpore najdejo tudi mlajši izvajalci pri vas. Nikoli se... Jaz rad pomagam, ja. Zato, ker meni res niso pomagali v moji karieri. In so se mi malo smejali, ker sem imel tudi neumne stvari, slabe 2 albuma, prva zelo slaba. Tudi 5 nisem znal tako, kot bi moral. Skratka, en 18-letni fant, ki je seveda se naredil napako, ki jo vsi naredimo verjetno, da se je prej zagledal v formo, kot sebe vprašal, kaj je njegova vsebina. In pač privzemanje form, ki ti sploh ne pašajo in ki mogoče nisi kosne. Tako da jaz zelo rad pomagam mladim in sigurno sem v zadnjih 4 letih vsaj 50 pesmi malo potretiral od drugih izvajalcev ali malo kakšen poseg v besedilo ali nekaj se mi je ustavil, malo odprl pot. In mi je to super občutek. Zdaj, ko smo pri mladih izvajalkah, tukaj je bila tudi Monika Avsenik, ki je tudi zelo lepo govorila od vas, ne? Ja, ste dobri prijatelji? Zelo dobri, tudi njen mož je šef benda, mojega izvrsten basist, Danijel Želan Gospetrovič.
In zdaj smo pa sploh na njo vsi ponosni, ker je z Bočelijem pela že 4 ali 5. Ukradel, ne? Moram ga za ušesa. Ne, zelo, to je velika stvar. Jaz mislim, da se premalo zavedamo, koliko je to ena izjemen dosežek za njo. Imate pa z Moniko tudi eno skupno stvar, mogoče, ne sem premišljevala, to težo priimka, ki jo tudi ona nosi. Ste se kdaj o tem pogovarjali? Za njo je še težje, ker je pravzaprav res glasbeno ime Avsenik je, to je pač izvajalec, ki je verjetno največ dosegel v zgodovini slovenske muzike, če govorimo sploh o uspehu, tudi komercialnem v prodaji in pa tudi v kvalitetnem, se izjemno kvalitetna glasba, to super zaranžirana. In za njo je sigurno težje ta nahrbtnik nositi, kaj jaz svojega, ker sem iz slikarske, pač mama je slikarka. Sem pa veliko pokasiral tudi v mladosti od ljudi, ki niso vedeli, kako bi me prizadeli ali pa mi škodovali. Pa sem tudi recimo po prvih križankah se spomnim, ker sem se toliko veselil tega in res sem prigaral, bil sem star po moje 26-27 in je bil naslednji dan naslov, da je moja mama pokupila karte in jih prijateljcem podelila, da je bilo za to polno. In to te zelo prizadene, ne? In zato moraš biti stabilen, ker takih stvari je bilo še nešteto nekih udarcev brezveznih. In v Sloveniji tako težko priznamo nekomu, da je uspešen, dober. Že težko se prizna, zelo banalna stvar, da ena punca dobro zgleda, je že problem, ne. Že mora biti z njo nekaj narobe, ne. In se mi zdi, da to je taka bremza, ki nas bremza nekako kolektivno, ker vseeno pa mladi ljudje morajo imeti svoje junake v čemarkoli, ne, in si želeti biti nekoč to, ne. Vse to je stimulacija dobra. Enkrat ste dejali, da Slovenci nimamo teh klasičnih superjunakov, ne? Ja, je veliko v filmu, recimo, zadnjič sem z Marcelom Štefančičem govoril, sem rekel, ti, ki še bolj veš, poznaš film, a ima kakšen slovenski film junaka, pa pustimo zdaj Kekec je otrok, ne, ki je simpatičen ali pa ne Oče Peter so to. A imamo enega moškega, ki je dobro zgleda, ki je uspešen, ki je sposoben, ki v bistvu nek frajer, ne, a smo ga uspeli spraviti na platno. Pa mi ni dal odgovora. Ne. Si mogoče vi predstavljate, da ste za koga ta junak kdaj? Jaz mislim, da mogoče v glasbi sigurno so mladi ljudje, ki bi želeli imeti tako velike koncerte, tak fajn band, tako fajn produkcijo. Sigurno je to neka želja. Ampak dejansko nismo v nekem okolju, kjer bi mogoče medijski ali pa uredniški prostor to pomagal, ne. Sam moš nekako pride do tega, ne. In veliko energije zgubljaš z brezveznimi stvarmi, da se obdrži nek status nečesa uspešnega, zvezdniškega, ne. Brezvezna izgubljena energija je to, ne, ker bi mogli biti čisto samoumevno. Ste imeli vi kakšne junake, mali Jan, ki je risal viteze tam na Škofjeloškem gradu, ste imeli kakšne junake idole? Jaz sem sanjal, kot mulček res v dvorih, v vitezih, jaz sem tako me domišljija delala, ker sem odraščal res v eni okrogli sobi v Škofjeloškem gradu, pa žal ne iz nekega privilegija, ampak iz potrebe, k mama ni imela kje imeti atelje in smo bili sami v celem gradu in še ni bil niti prenovljen. Jaz ne vem, kako njo ni bilo strah, ker kar strašljiv zgleda to, a ne. In tudi v eni sobi v krogli je bilo, takrat se plenice še niso bile one za stran metati in nismo imeli tudi pralnega stroja, mama na roke plenice prala, pa so bile pa obešene in ko so prišli kupci, je hitro zaveso zaprla, da niso videli plenic, kako visijo. Pol WC je bil nek po enem hladnem hodniku, se spomnim, smo morali jeti zmeraj. Tako da, ampak otroku je to mogoče vzbuja neko domišljijo in se mu zdi simpatično, ne, da jemlje to kot problem. No in takrat sem jaz, ne vem, zakaj sem sploh klasično glasbo poslušal, ker
nihče jo ni doma. Zgleda sem neko jel, kakšno kompozicijo na radio, kje sem rekel, joj, to je meni všeč, jaz bi rad to poslušal in potem sem par kaset kupil od Bacha, Vivaldija in potem sem to poslušal in risal. Hecam. Samo kar talent za risati takrat. Ste kdaj govorili z mamo, jo spraševali, odkje je ta moč, da je takrat z 2 majhnima otrokoma? Velikokrat se to pogovarjal. Meni ni jasen, kako je njej uspel, se pravi, midva sva bila doma, nisva bila v vrtcu, ona je slikala, nabavila, skuhala, kupce sprejemala, meni to in vse sama naredila. Meni to ni jasen. Kakšen garanje, kakšna moč je potrebna in je res tako z enim velikim občudovanjem. Še zdaj o tem govorim in jo gledam in imam veliko spoštovanja. Je ona tista največja opora skozi celo vaše življenje? Ja, absolutno. Ker moj oče je bil pilot in sem ga videl mogoče tako enkrat na teden, sicer je bil to zmeri dogodek, je on prišel, ne. To je bilo še v Jugoslaviji, pa je prinesel, ne vem, kaviar ali pa lososa, ker to sploh ni obstajalo takrat. Jaz se spomnim, ker je prišel sosed so živeli v Nemčiji z banano na dvorišče, sem ga gledal, kaj boga, ki je imel banano, kaj je to, ne. No, so čisto drugi časi bili, in očeta ni bilo in tako je ona pravzaprav morala prevzeti. Je tudi hlače morala obleči, ne včasih. A v letalstvo vas pa nikoli ni vleklo? Me je, ampak zaradi vida tudi je to takoj odpadalo, ker jaz sem bil škili bulik, sem bil mečken, še zdaj včasih malo poškilam, kadar sem utrujen. In globinski vid nimam perfekten, z letalom pa takrat to potrebno. Eno zgodbo sem zasledila, ko sem malo raziskovala o vas, da ste enkrat skoraj bili udeleženi v letalski nesreči. Zelo zanimiva je bila ta zgodba, ko ste živeli v Ameriki. Mislim, srečo smo imeli, mama je bila takrat z mano in šla sva pogledati, kje bom jaz, kam študiral, najel stanovanje. In po mojem sem bil star 17 let in sva šla skupaj in New York, Boston so v bistvu na pol ure letijo letala, to je tako kot avtobus. In se spomnim, smo bili na letališču, bila je zima in je mama rekla, imela sva že karto, da bo šla, je rekla, veš kaj, jaz bi pa zdaj še eno kavo spila. Bo šla pa na unga čez pol ure, ne. No in potem gledava ekrane, tam televizijo in nesreča točno tega letala, ker so mu na krila so zaledenela in niso dobro očistili ledu in je bil pretežek in ni mogel vzleteti in to je bilo v New Yorku JFK letališče, ki je okoli voda in je zdrknil, ker se ni mogel dvigniti v morje, mislim, v morju je v reki, se ne vem zdaj, da ne bom neumnosti rekel. V glavnem v vodo je in nekaj ljudi je potonili, zelo veliko, in so samo gledali, so rekla, no veš, tale moja kava, nas jo zdaj rešila, ne. Noro. Ta zgodba z Ameriko pa ni tako romantična, ne, kot si predstavljajo ljudje, da Amerika dežela obljubljenih sanj. Vi nimate lepih spominov, ne? Jaz nimam lepih spominov, sploh na študentska leta, ker vsi zelo romantično govorijo o študentskih letih in da to je samo enkrat in se ne ponovi več nikoli. Ker nisem imel niti denarja, da bi zapravljal, šel sem v Ameriko, ker sem dobil ameriško štipendijo njihov in sem rekel, zdaj moram maksimum iz tega narediti, če imam to priložnost. In sem pa v enem letu, 2 let študiral, sem bil zelo prijen, se rad pohvalim, sem 98 povprečje. In moj dan je zgledal, sem šel v šolo, domov vaditi, nazaj v šolo, domov pisati note, do večera in tako vsak dan. In ne spomnim se, da bi mi enkrat s kakšnimi prijatelji šli žurati v celem letu. In nimam lep spomin na to. So ta zlata leta žuranja prišla kasneje. Ja, to sem pa zelo dobro not prinesel. Ja, enkrat ste rekli, da vse, kar vidimo v filmih, da tako se je žuralo v zlatih časih. Ne? Ja, jaz smo res čisti rock'n'roll življenje, 32 let je zdaj to, zdaj sem že bolj umeren, zdaj. Ampak nekako se nisem bal na polno živeti, bil je tudi drugačen čas.
nisi bil stalno nadziran, telefon, ta telefon, če si kdaj kakšno neumnost naredil, pa smo se smejali. Pač drug čas je, ne. Zdaj je tak zelo ziharaški čas, ne. In to se čuti, se mi zdi tudi tako korporativno razmišljanje žal prešlo tudi na ustvarjalni del, se pravi, je to dizajn, je to muzika, je film. Zelo ziharaško, vse se preverja, koga bi lahko zmotili, koga ne bi. In žal zaradi tega stvari, ki so izjemno kvalitetne na najvišjem nivoju in so, definitivno, postajajo šum. Namesto, da bi imele kad eno rezilo ostrino, da zareže v dušo človeka in se ga dotakne. Ne. Vse postaja zelo kvaliteten šum. Radi rečete, da življenje živite na polno, zato da ko bo prišla tista zadnja ura, ne, da boste rekli, da ste brez obžalovanja. Še vedno tako ali z leti malo... No, mislim, jaz upam, da bom otroka si zelo želim. Če ga ne bo, mogoče to bi res obžaloval. Ostalih stvari v življenju pa mislim, da ne. Bi rekli, da imate vse? Pa kar ste si želeli? Sej, ljudje, mislim, če si ne vzameš čas vase pogledati in če stalno zunanje dejavnike iščeš, nikoli ne boš zadovoljen, ker nikoli ne moš imeti vse. Če pa vase pogledaš, pa mogoče lahko najdeš veliko več, kar se da kljupati, ne. Zdaj berem Aureliusa, ne, Cezarja. Točno to rekel, ljudje to hočejo videti cel svet, vse prepotovati. Noben se pa ne ustavi, pa malo pogledaš vase, ker tam je mogoče več, kot če bi ves svet videl, ne. In se mi zdi to zelo fajn misel, no. Kje najdete ta mir, ta čas zase? Pravite, da ste v resnici zelo dolgočasni. Po eni strani hlepim po eni mernosti, po drugi strani se jo pa bojim in zato tudi ne vem, če sem bil na dopustu v zadnjih 5-6 letih, da bi zbral 10 dni, da bi nekje bil pa nič delal. Ker strah me je tega. Ampak govori o eni notranji mernosti, ki lahko obstaja tudi v kaosu, ne? Se pravi, to spoznanje, da sprejmeš to, da je od rojstva do smrti življenje borba in da te to ne dela preveč nervoznega ali pa nemirnega, ker to tako je. Jaz mislim, ni življenja, ki ni borba. Zdaj pa seveda to relativno, nekomu je borba najmanjša stvar, en se pa bori tam na cevkah v bolnici za življenje, ne? To so drugačne borbe. Ampak borba je non-stop. In zdaj, če se začneš sam v sebi smiliti in obtoževati vse okoli tebe, da je zaradi tega narobe, potem ne boš nikoli trenutkov sreče ujel. Nemogoče. Če se pa boriš, jih pa mogoče ujameš, a ne? In ta neka, se pravi, to neki, da se ti soočeš s to borbo, da jo spremeš in rečeš, tukaj je in bo do smrti. In jaz bom vse se lahko lepo in tudi neko mernost najdu, ne. Ne marate jamranja, to večkrat poveste. Sploh znanih ljudi, res groza, ne morem to gledati. Se vam ne zdi, da s tem dajo neko moč tudi drugim, ko povejo, da so tudi oni samo ljudje? Ne, samo iščejo pozornost in žal jo vzamejo ljudem, ki jo pa res potrebujejo. In zaslepijo svojo znanostjo do te mere nekoga, kdo bere, da ne vidi pa na tisoče ljudi, ki pa resnično ima problem. In ne sprejemam tega, da je to izgovor, ja, jaz, ki bom zdaj to povedal, bom neko težo iz ljudi, ki imajo isti problem, dal in bojo tudi povedali. Ne, to je čisti bullshit, ne. To je neka lažna skromnost, na silo biti, jaz imam tudi probleme, sploh v Ameriki, čeprav ima tam v avtu 10 Rolls-Royceov, 15 vil, postreščke, vse živo in zdaj on joka, veš, jaz imam iste probleme, kot ti, nekdo, ki od meseca do meseca ne ve, kako bo položen se skupaj spravil, ne. Nima pravice jamrati ta tukaj, ne. Samo zaradi statusa nima pravice? Ne, tudi ne zaradi statusa, ampak zato, ker
pustimo zdaj res hude bolezni. Ampak v mojem primeru, ne vem, jaz sem brata zgubil 2 leta nazaj in so vsi hoteli neke izjave, pa kaj bom jaz jamral? Verjetno ste vi nekoga že izgubili, tamle gospodu režije nekoga izgubil, vsak nekoga zraven izgubil in kaj bom zdaj jaz govoril? Ja, je bilo pa res, pa nisem vedel, me je pa to tako, pa ne vem, kako preživel dan. Brez veze se mi zdi to. Seveda je hudo, ne? Hudo ti je, boli in probaš še čez to, ne? Se pravi, ko vam je težko sami v sebi to rešite in ne obremenjujete drugih. Nočem obremenjati drugih. Kaj pa, ko se drugi zatečejo k vam s težavami? Takrat pa rad pomagam. Aha. Jaz pa imel napako, da ne znam pomoči sprejeti, no. In mi je naroden jo sprejeti. Pa se tega probate naučiti? Meni je bilo naroden, ker sem imel hudo poškodbo noge, ker sem je prav res 24 šivov, odprla noga, ker sem treniral doma. Mi je bilo naroden rešilca poklicati. Res mi je bilo naroden. Povezal sem nekako nogo, da nisem skrvavel. Potem sem pa enega prijatelja, soseda klical, da me je peljal v bolnico na šivanje, ne. Ker mi je bilo naroden, zdaj težiti, pa rešilc bo zaradi mene moral hoditi domov, ne vem, tako hecen. Pa ste kdaj raziskovali, iz kje to izhaja? Verjetno iz nekje izhaja. Že kakšni psihiatri, psihologi. Zelo zanimivo, no. Me pa zanima, zdaj se vračate, ne. Vsakemu, ki sem povedala, da prihaja Jan Plesnjak, so rekli, ja, on pa kar žari zadnje čase, ne. Zdaj me pa zanima, je to ta vrnitev na odre, kaj drugega, je ljubezen. Ne, sem vesel, da so ljudje opazijo, da je tak občutek, ker jaz to ne vem, če imam ta občutek, ne. Da ste zelo nasmejani, veseli. Takšna opazanja so bila strani kolegov. Fajn. Čemu to pripisujete? Pa, jaz najprej nimam občutka, da sem karkoli drugačen, ampak če dajem to energijo, sem zelo vesel. Verjetno, ne vem, imam en skupno življenje, imam s punco živijo že več kot 1 let in imam eno toplino, eno to mirnost do doma. Ker človek, ki je samski, ki je kar malo izgubljen, malo išče neka razburjanja, zadoščenja, drge in malo si begavček, ne. In tak dom ti da eno mirnost in stabilnost, ne, v enem smislu. In mogoče je to, zadovoljen sem, ker smo fajn s pesmijo začeli, ker ima krasne odzive, Valentinova pesem, da se ljudi dotakne, ker zmerite je strah, ker se vračaš nazaj, bo nekaj sprejeta, ne bo, kar si naredil. Jaz nikoli nisem toliko prepričan vase slepo, da pa kar vse bo super, pa bo uspešno ali pa polni koncerti. Zmeri je nek strah, neka nesigurnost, ne? Mogoče so to razlogi, da je to vse uspešen, da zdaj bo poln koncert v Mariboru velik. Super, no. Ja. Omenili ste Valentinovo pesem, Ja. Brez kakšnega pompa, ne, ste jo 1. januarja lansirali, Ja. in je res že pravi hit, ne, uspešnica. Ja. Nekje sem zasledila, da ponavadi ste pokojnega brata Domna vprašali, ne, če bo hit, pa če on rekel, da ni. Če Domno ni bilo všeč, sem rekel, super, to bo hit. Če pa rekel, to je pa tako lepo, sem rekel, se mi je fajn zdel, ne, ampak sem že rekel, tole pa ne bo ljudem všeč, če je Domno všeč, ne. Koga pa zdaj vprašate za nasvet? Zdaj pa ne vem, če kdo pride, predvsem rad vprašam ljudi, ki niso glasbeniki, ki se ne obremenjujejo, kako so kitare posnete, bobni, bas, ker to je vse obremenitev, ki jo en človek, ki ni glasbenik, ki en poslušalec ne razmišlja o tem. Samo eno vibracijo sprejme ali pa ne, neko. Take ljudi včasih vprašam, ne delam pa nekih raziskav, boh ne tem. Včasih moraš stati za nečem. Tu se zgodi, da ne vem, 3 ljudem dan kaj pa reče, meni ni to nič posebenega, pa včasih stojim pa rečem, zatem vsem bo to šlo kot single. Jaz se včasih zafrknem, včasih se ne. K sreči pa ljudje za neuspehe ne zapomnijo toliko uspehe. To si samo sami zapomnimo. Sami si pa. Kdaj je bil tisti trenutek, ko si rekel,
ko ste si rekel, zares mi je uspelo. Je bil to kakšen razprodan koncert? Ja, verjetno sem prvič Križanke razprodal. Pa ker so ljudje peli moje pesmi, takrat sem rekel, no zdaj pa je. In kmalu zatem je pa prišel moj prvi tak res velik hit iz Pekla do raja. Potem pa od takrat naprej pa pravzaprav delam vse največje koncerte, že ne vem kolikrat, neštetokrat. In je fajn, no, fajn. So stožice zapisane v posebnem mestu v srcu? Ja, jaz sem 2krat stožice delal, 2krat smo jih napolnili. Ja, je pa tehnično so stožice niso tako užitek v glasbenem smislu, ker so tako narejene, da zvok se odbija na oder in ni toliko prijetno pet, kot v kakšnem drugem miljeju, čisto akustično. Je pa ta naboj seveda toliko ljudi, ki ti pa da neko samozavest, neko potrditev. Ampak jaz žal sem tak tip, da se vedno najdem, kaj sem naredil narobe v tistem koncertu, neke 3 napake, 4, ki jih verjetno noben niti ne sliši. In pol sebe masiram s tem, namesto da bi užival in z unimi krili, ki mi malo zrastejo, malo po letu, se dotlačem, ne, tam si naredil 3-4 napake. Ste že od vedno tako samokritičen? Ker prebrala sem, da kot otrok pa niste bili ravno za vaditi kitaro, ne? Ja, seveda, ne, pa si v otročku, je to vse brez veze. Ja, ampak drugače pa sem samokritičen in jaz mislim, da je to kar pomembno za en razvoj. Če si ti nezahteven do sebe ali pa preveč zaslepljen z nekim uspehom in kar misliš, da si že Superman, potem najprej je to prepotentno, neinteligentno. Sem pregovora, skromnost je stvar inteligence, ki res drži, ne. Slovenci imamo samo en problem, da menjamo skromnost s ponižnostjo, kar pa ni isto, ne. Jaz ponižen res nisem, znam pa biti skromen. Ste pa tudi velik domoljub, ne? Ja. Vedno bolj se mi zdi, poudarjate to slovenskost. Ja, pa se nas je malo, pa se imamo najlepšo deželco, se usedeš v avto, pa imaš vse. Prekrasen jezik, super za jest, še zmeraj smo dokaj varna dežela. Jaz ne vem, jaz mislim, da se tega res premalo se zavedamo. In tudi na neki simbolni ravni je lepo, če imaš rad svojo zastavo, ne? Neka pripadnost, ne? Ker zdaj bo ta obdobje, vsi smo svetovljani, nismo. So različne kulture, različne navade. In nobeno ni zdaj nekaj za obsojati, vse je treba spoštovati, ne? Ampak svojo pa tudi, ne? In mi smo ruralna dežela, jaz sem čisti ruralci, jaz nisem urban človek, ne? In zakaj ne nosimo te ruralnosti kot generalski čin na rami, zakaj je to silna želja potem, da izpadeš urbano? Ne vem, če je v Sloveniji 10,000 ljudi, ki dobesedno urbano živijo od rojstva do smrti. Ne vem. Po moje ne. Ne. Ljubljana ne moramo reči, da je neki urbana vibracija skozi, ni, ne. Razen, če govorimo zdaj v strogem nekem centru. In kaj je narobe s to ruralno? Jaz sem pa prav vesel. Jaz sem prav vesel in jo nosim s ponosom in jo rad in tudi tako muziko delam in tudi tako hrano jem, pijem in tudi način življenja, rad se družim za mizo s prijatelji, odpremo flašo, narežemo salamo. In spoštujem pa urbano, isto, sve. Ampak nismo mi London, nismo New York in kje je problem? Ne. V enem intervjuju ste dejali, če ne bi bili glasbenik, da bi bili čebelar ali gozdar. Ja, jaz bi bil rad nekaj, kar je zelo povezano z naravo. To se mi zdi, da je največ, ne? Da praktično narava narekuje tvoj ples. To, kar delaš, in s tem že pokažeš spoštovanje do narave in jo moraš upoštevati in jo moraš spoštljivo izrabiti, recimo, ne? Spoštljivo, kar ti nud.
In ta povezava se mi zdi, da je nekaj najlepšega. Da je še bolj je čista, kad je pisanje pesmi, recimo. Ne? Vprašanje vezano na naravo in domoljubje. Ste že bili na Triglavu? Ne. Ne? Ker ne vem, zakaj bi moral. Najprej vem, da bi bilo to neprekinjena vrsta gor in verjetno 200 selfijev. Mislim, da kak si ne predstavljam tako jati na en krasen hrib. Ne. Grem pa na Ratitovec, pa je tudi super. Ne. Ste pa tudi pesm že kakšno namenili naši lepi Sloveniji, Moja dežela je ena teh. Ja. Ali pa Doma je ena pesem, ki je zelo taka lepa pesem, ni bila hit. In tudi skušam negovati slovenski jezik, ga seveda nisem zdaj toliko čistunski, tudi jaz imam anglizme, verjetno tudi v najnem pogovoru in vse, ampak to čistunstvo bi bilo brezvezno. Ampak da enostavno, ne vem, zdaj ravno delamo majice, pa recimo hudije, že anglizem, za ljudi, ki so v moji tehnični ekipi za turnejo. In bo nek JP znak. In seveda takoj smo si rekli, bo JP pa kru. Se rekel, zakaj kru od spodne? Dajmo ekipa napisati. Pa res so rekli, se mogoče pa res. Take mehne stvari, zakaj bi kar rekli kru? A smo zdaj pa, ne vem. Samo v Sloveniji nastopali, ni turneja po celem svetu, samo v Sloveniji. Potem ste verjetno kar ponosni na glasbene kolege, ker je zdaj slovenska glasba spet nekako v spredju. Končno so pogruntali, da ni treba bežati od lastnega sebe in od svojega jezika in da tudi ljudje to radi sprejmejo. In slovenska muzika je izjemno popularna v Sloveniji. Tudi največ kart proda. Vesel sem, da zdaj nekako so tudi glasbeniki to nesigurnost prešli. Ne? Da je treba nujno v drugih jezikih in razne priredbe peti in tako. Spremljate kaj glasbene kolege? Kateri je bil zadnji koncert, ki ste ga Ogromen je zdaj dobre muzike. Ne, koncertov jaz ne obiskujem. Ker nimam miru tam, ne. Ampak ogromno je dobre muzike. Nina je super uspešna. Prihaja Žan na moški strani. Pa imamo Evo Boto, krasne pesmi. Grozno mi je zdaj, Nasteja Flirt je super band. Pa imamo rockerje, klasiko Bigfoot imamo, Siddharto. Pa imamo naše legende, Kresline, Predine, vse. Ogromno ene muzike, ki je fajn. In te mladi ljudje, ki gledam nove stvari, so zelo kvalitetni. Ni to nek blefiranje, ne. Ker nekaj od teh imen je tudi z vami sodelovalo? Oziroma... Pa tudi imamo narodno zabavno sceno, ki so izjemni glasbeniki, pa v končni fazi, tudi če ga kličemo turbo folk, jaz pred tem nimam nič. Če je kvaliteten in če oni v to verjamejo, super. Super. Kaj pa si vi najraje zavrtite? Jaz zelo malo muziko poslušam, kadar greva s Cotom, mojim najboljšim prijateljem, ven v kakšno gostilno in če je zelo prazna, si drzneva reči šefu ali pa natakarju, ali lahko muziko ugasnete, ni da bi bilo v tišini. In ugodijo, pravi. Ja, drugače pa jaz poslušam pač mediteranske muzike veliko. Ker tukaj živim in imamo v Sloveniji tako kot na nekem križišču, kada bi eno juhco kuhali in bi lahko dajemo not vsebine z mediteranske, iz Italije recimo, ne. Iz juga nek vpliv, ki je malo tudi turški melos, malo ta srbsko-bosanski je poseben. Potem imamo z vzhoda ta romski pridih in s severa imamo alpski, Oberkrajin, imamo tudi šlagerje, ki so že v Avstriji ali pa. In zdaj iz teh vsebin, kjer mi smo lahko v to juhco jemljemo, ker tukaj smo zrasli in to čutimo, Mi praktično nimamo neke povezanosti z anglosaško muziko, nismo se na tem mleku dojili, ne. Niti z črno glasbo, recimo blues, R&B, ki je super, ampak jaz mislim, da ne moreš biti zelo prepričljiv v tem,
Zdaj prihaja nov album, ne? Kakšno juhico ste zakuhali? Juhica je taka... Kaj lahko pričakujejo oboževalci? Mislim, da lahko pričakujejo čist klasičen jezcem. In avtorsko, in aranžersko. Nobenih izletov ni, ker nisem čutil potrebe v nekaj ekstra modernega ali v nekaj čudenega, ali da bi delal šok. Pač naredil sem tisto klobaso, ki jo znam, z praženim krompirjem in zele z ocvirki. Vsi vemo, kaj to je, in zdaj je samo važno, da je to dobro narejen. A ne? Nisem dal zraven nobene eksotične omake. Lepo po kuharsko ste ta recept povedali. Sicer pa velikrat pa poveste, da je recept za uspeh, da si disciplinirana budala, če se ne motim. To je en tak recept. Ampak za uspeh v vseh stvarih, jaz mislim tudi medčloveških, v ljubezni, partnerstvu, v poslu, v zelo resnih stvarih, tudi en kirurg v nekem momentu, če bo šel čist po knjigi, lahko zgubi pacienta. Ne? More eno norost kontrolirano tudi se odločiti. Ne? In jaz temu tako govorim, ne? Se pravi, na eni nogi je ta norost, budala, jaz rečem, na drugi nogi je disciplina in odgovornost. In zdaj hodiš in če 10 korakov narediš, brez da bi se spotaknil pa padel, potem si na dobri poti, se mi zdi. Ker je zelo težko, ker če si samo nor pa budala, imaš lahko genialne stvari, z izjemno ostrino, žmohtom, ampak nisi kontroliran, ne boš prišel na koncertu, ali boš zamudil, ali boš 3 minute pred koncertom že čist nekdo bo pijan, ne. In nič ne pomaga, ne, če so nore ideje. Pol pa imaš, če je nekdo discipliniran in odgovoren, pa nima niti ščepca te norosti, je pa dolgočasen, brezbaren. Vse bo prav, vse bo super, ampak vse bo šum, tako kot sva prej rekla. En šum, ki se nobenega ne dotakne. Kako vi lovite to ravnovesje? Se je večkrat prevesilo v eno in drugo smer? Ja. Kdaj ste bili najbolj budala in najbolj ta moja hoja, ne zgleda, je malo tako, kad ob 3 zjutraj, kako ga srečaš, malo je taka hoja. Lovite ravnotežje? Ja, se ga cel življenje ga loviš, ne? Ker čisto vsa ta, zdaj pa Aristotel piše, kako je ta smernost pomembna, v vsaki stvari smernost. Ne vem, jaz se ne bom pametnega delal proti takmu velikanu, ampak jaz mislim, da če je samo smernost, da se presežkov ne more zgoditi. Ne. Letos vas čaka turneja, ne? Kakšni pa so mogoče, si naredite plane za več let, kje želite biti čez 5 let? Zdaj knjigo so že napisali o vas, film so posneli o vas. Vse je bilo že napisano, ne? Ne vem, kako se vidim. Predvsem rad bi zmanjšal se število koncertov na leto, jih delal bi 17-18. Rad bi, da je vse res premišljen, dober narejen, na najvišjem nivoju, rad bi ponudil publiki sam najboljš, kar lahko. Letos imamo že vse bukirano, drug let smo že polovico bukirani, tako da ne vem, s čem bi lahko presenečal in niti nekaj na silo presenečati, se mi zdi, to se mora zgoditi spontan. Pripravlja se jesen ena lepa stvar z gospodom Boskaronom, nekaj lepega bomo naredili, ne smem še govoriti. Mislim, da to je ena taka malo spet drugačna stvar. V glasbeno smer? Ja. Ja. Se veselimo. Ja. Nič, Jan, počasi sva prišla do konca tega najnega pogovora. Za konec pa vsakemu gostu pripravim 3 take časopisne naslove, ki so plod moje domišljije, pa pokomentiramo, če bomo to kdaj brali.
Kako če bom kdaj... Aha, Če bo ta naslov kdaj v časopisih, če imate kakšne take plane. no, dobro, da slišim. Prvi je takšen, poročna pravljica Jana Plestenjaka. Madonna. Od družine veliko govorite, od poroke. Ne? Poročna pravljica se sigurno... Poročna pravljica, če je to intimna, za 10 ljudi je čisto možno, ne bom pa te pravljice, ki si jo ljudje predstavljajo na veliko, vse nakranclano, tega ne maram. Ker ne bi rad, da je moja poroka, da še tam moram nastopati, pa biti prijazen, pa animirati ljudi, to delam že cel življenje. Tam bi sam rad imel mirne. Tako da to. Potem drugi naslov je takšen, Jan Plestenjak odpira svojo glasbeno šolo. To znanje nekako predajali mladim, verjetno je zanimanja veliko. Ja, mislim, jaz ne znam začetnikov učiti in nimam živcev za to. Aha. Lahko pa sem verjetno zelo dober učitelj nekomu, ki že kar veliko ve in mu pomagam povedati, kje stvari so boljše in slabše. Bolj bi prej rekel, da če bi kdaj zaradi česarkoli moral nehati nastopati, da bi se s producentstvom bolj ukvarjal, kar pa je po svoje tudi usmerjanje glasbenikov. Ne? Okay. In še tretji naslov, Jan Plestenjak se seli v Škofjo Loko. Vas kdaj srce vleče nazaj tja ob grad? Jaz imam Loko izjemno rad, ampak meni je v Škofji Lok veliko bolj všeč polet, kot pozim. In največkrat pridem, kadar je dol na morju, julij, avgust, meni nista ljuba meseca na morju, ker je preveč ljudi, prevroče in rad malo pobegnem na sever. Tako da mogoče, da bi imel opcijo, da bi se za 2 meseca selil v Škofjo Loko, pa pol 10 mesecev v Strunjanu mojemu. Veselimo se vseh naslovov, ki bomo še brali, upam, da bodo sami lepi. Da bodo čim manj šokantni, ne? Mislim, sej, če niso zlagani, pa če ni manipulacija, je človek mora te stvari sprejeti, ne? Predvsem pa vam želimo vse dobro, pa upamo, ne, da se še kdaj vidimo. Hvala, veliko veselje mi je in vam vse dobro s podcastom. Najlepše hvala. Hvala. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.